This conference will now be recorded. Spoštovani, lepo pozdravljeni. Sem Renata Kos-Berlak, specialistka klinične psihologije, zaposlena v Zdravstvenem domu Murska Sobota v klinično-psihološki ambulanti, kjer delam s populacijo odraslih. Pozdravljeni tudi v mojem imenu, sem Barbara Čibej-Žagar, psihologinja in psihoterapevtka in delam v zasebnem psihoterapevtski ordinaciji z odraslimi osebami. Z Barbaro sva članici enote za psihološko pomoč reševalcem v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v civilni zaščiti. V času epidemije s koronavirusom smo psihologi, člani državne enote v civilni zaščiti, aktivni in delujemo na večjih področjih. Odzvali smo se tudi na povabilo k sodelovanju strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, tako sva skupaj s kolegico iz enote Barbaro pripravili usposabljanje za svetovalce na enotni klicni številki za psihološko pomoč prebivalcem v času epidemije s koronavirusom v Sloveniji. Predavanje se snema, kasneje bo na voljo za ponovni ogled. Po zaključenem predavanju boste lahko zastavili vprašanja. V nadaljevanju vam bova predstavili sledeče vsebine: stres in kriza ter odzivi posameznika nanjo, kako se z otroki pogovarjati o koronavirusu, v čem se krizne intervencije razlikujejo od intervencij znotraj psihoterapevtskega oziroma psihološko-svetovalnega konteksta, kateri so ključni koraki pri kriznem svetovanju, govorili bova o napotkih za vodenje pogovora, potem kako postopati v primeru, ki ga doživlja oseba, ki nas kliče na telefon, kako ravnati, če ima oseba samomorilne misli oziroma je samomorilno ogrožena, in pa nekaj besed o tem, kakšne so posebnosti svetovanja po telefonu. In na koncu bova nekaj pozornosti namenili tudi o tem, kako zaključiti pogovor. Da doživljamo ljudje stres v trenutni situaciji epidemije s koronavirusom, je nekaj povsem normalnega. Vendar pa moram poudariti, da sedaj ne gre samo za povečano doživljanje stresa, temveč gre za krizno situacijo. Krizna situacija pa je veliko več kot stresna situacija, kajti presega običajne strategije za spoprijemanje s stresom. Značilnost kriznega stanja je tudi ta, da ga vsi ljudje v svojem življenju ne bomo izkusili. Nekako se vsi ljudje v življenju srečamo v svojem življenju z boleznijo, izgubami, s kriznim stanjem, kot je potres, vojna, cunami, epidemija, pa se ne srečamo v življenju vsi ljudje. Kot se ljudje različno odzivamo na stresne situacije, se različno odzivamo tudi na krizna stanja. Odziv pa je seveda odvisen od številnih dejavnikov. Nekateri izmed teh so seveda osebnostne značilnosti, naše izkušnje, socialni in ekonomski resursi in pa viri podpore v okolju. Kot doživljamo različne simptome ob prisotnem stresu, v trenutni situaciji epidemije, ki je, kot rečeno, kar krizno stanje, doživljamo nekaj podobnega tudi v tej situaciji. Gre za kognitivne, fiziološke, čustvene in vedenjske odzive, ki se pri ljudeh lahko pojavijo. Bom naštela nekaj iz področja kognitivnih simptomov. Tukaj smo navedli težave s spominom, težave s koncentracijo, pojavi se lahko slabša zmožnost presojanja, negativne misli, lahko se zgodi, da preskakujejo misli in seveda je v ospredju tudi zaskrbljenost za zdravje, za lastno zdravje in za zdravje naših bližnjih. Potem v drugo skupino uvrščamo fiziološke simptome, ki se prav tako lahko pojavijo.
To so razne bolečine po telesu, kjerkoli, lahko so tudi glavoboli, prebavne motnje, slabosti, bolečine v prsnem košu, pospešeno bitje srca, težave na področju spolnosti, pogosti prehladi in poslabšanje že obstoječih kroničnih stanj. Med čustvenimi znaki, simptomi bi izpostavila prisotnost slabe volje, potrtost, razdražljivost, hitra jeza, tukaj gre za slabšo regulacijo afektov, vznemirjenost, nezmožnost sprostiti se, občutek preobremenjenosti, lahko se pojavijo tudi drugi depresivni simptomi in pa strahovi. Na področju vedenja lahko zasledimo spremenjeno prehranjevanje oziroma režim prehranjevanja, na primer izpuščanje obrokov, manj zdravo prehranjevanje in podobno. Potem težave na področju spanja, pojavi se lahko socialna izolacija, odlašanje odgovornosti, prekomerna raba ali pa celo zloraba raznih psihoaktivnih substanc in pa druge nervozne reakcije, na primer grizenje nohtov in podobno. Zdaj, vsi ti navedeni simptomi oziroma znaki, ki se lahko pojavijo, se med seboj seveda prepletajo in vplivajo drug na drugega. V bistvu ni nujno, da ima vsak človek ali pa človek, ki ima neke težave in simptome, vse izmed naštetega, torej vse izmed teh različnih področij, lahko ima samo nekatera področja, ki so v ospredju, v bistvu je pa zelo pomembno tudi, kakšna je jakost in intenziteta doživljanja in simptomatike, ki se pojavi. No, v povezavi s koronavirusom imajo ljudje običajno naslednje strahove. Na prvem mestu je prav gotovo strah pred okužbo. Ta strah pred okužbo je realen in tudi funkcionalen, saj posamezniku pomaga, da se izogiba torej zanj nevarnih situacij, kjer bi prišel v stik z možnostjo okužbe oziroma samim virusom, in ga napotuje na vedenje, ki je zanj samozaščitno. Tako da ta strah pravzaprav bi lahko rekli, da je na mestu. Drugi strahovi se vežejo na skrb za družinske člane. Tukaj prihaja v ospredje strah, da bi se okužil kdo od bližnjih, in pa tudi strah in zaskrbljenost, da bodo prav oni okužili ali morebiti celo že so okužili svoje bližnje, posebno če gre za neke ranljive posameznike. Potem je naslednji strah, ki je vezan na morebitno pomanjkanje zalog, na primer hrane, zdravil. Tukaj spet zasledimo lahko večji strah pri tistih osebah, ki so na primer odvisne od nekih zdravil, ki jih morebiti lahko zmanjka ali v njihovi predstavi ne bo siceršnje redne oskrbe z njimi. Naslednji strah, ki ga zasledimo pri ljudeh v tej situaciji, je strah pred finančno nezmožnostjo. Ta strah je še posebej usmerjen v prihodnost. Kako bo, ko bo sama ogroženost z okužbo in boleznijo minila in kakšne posledice bodo prinesli vsi ukrepi, ki smo jim priča. In seveda tukaj je še strah pred stigmo. Ljudje se bojijo, da jih bodo drugi obsojali, če so zboleli ali če so morebiti nevede in nehote okužili druge. Določene ciljne skupine se lahko še bolj intenzivno odzovejo na nastalo situacijo. Tako kot sem že omenila, so to lahko osebe s kroničnimi obolenji, potem otroci, starejše osebe in pa na primer osebe z duševnimi motnjami. Te osebe še posebej terjajo našo pozornost in skrb. Poglejmo, kako otroci reagirajo na trenutno situacijo, kaj je pomembno
in kako se naj odrasli, torej starši, pogovarjajo z njimi na to temo. Otroci, kot rečeno, so ranljivejša skupina populacije, zato zahteva delo in pogovor z njimi še posebno skrb. Na trenutno situacijo se seveda, tako kot odrasli, tudi otroci različno odzivajo. Lahko postanejo recimo bolj razdražljivi, jezni, tesnobni, lahko se umikajo ali celo nasprotno, bolj intenzivno iščejo družbo in stik z odraslimi. Lahko pa začnejo izkazovati tudi regresivna vedenja, kot je na primer močenje postelje, jecljanje, sesanje palca in podobno. Otroci opazujejo obnašanje odraslih, ga posnemajo in v njihovem obnašanju iščejo tudi pomiritev. Zato odraslim zmeraj svetujemo, naj ostanejo mirni, z otrokom pa se je potrebno o nastali situaciji pogovarjati. Morda podamo zdaj v nadaljevanju nekaj nasvetov za starše. Staršem svetujemo, naj se pogovoru o virusu z otroki ne izogibajo, kajti pomanjkanje in prikrivanje informacij pri otroku lahko poveča stisko, strahove in podobno. Vsekakor danes lahko rečemo, da ni otroka, ki v naši državi ne bi slišal za koronavirus. Zato je potrebno, da se starši z otrokom pogovarjajo. Nadalje je pomembno, da morajo biti informacije v zvezi s koronavirusom preverljive in veljavne. Ker se hitro spreminjajo, je potrebno slediti na uradnih spletnih straneh, na primer Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zdravstvo in v uradnih poročilih. Starši naj so otrokom na voljo, naj jim omogočijo, da z njimi spregovorijo o svojih čustvih. Nekako naj dobijo občutek, da je dovoljeno, da govorijo o svojih strahovih, stiskah, tudi o tem lahko povedo, da pogrešajo svoje vrstnike, danes že prav gotovo, po 2 tednih zaprtja šol. Informacije, ki jih starši podajo otrokom, naj prilagodijo vsekakor starosti otroka oziroma razvojnemu obdobju, v katerem se otrok nahaja. Prav tako naj poskrbijo starši, da otrokom ne posredujejo preveč informacij naenkrat, ker jih bo to zmedlo. Namen pogovora odrasle osebe z otrokom je, da se otroka pomirja, torej to je osnovni cilj. Staršem povemo, naj ostanejo mirni, iskreni, jasni. Otroku naj sporočijo, da gre za obdobje, ki bo minilo. To je zelo pomembno. Otrok potrebuje občutek varnosti in kontrole, zato se katastrofiziranju in napovedovanju črnih scenarijev izogibajmo. Staršem prav tako svetujemo, da čas pogovorov o virusu z otrokom omejijo in tudi v pričo njega sami ne preživljajo vsega časa, ki ga imajo na razpolago ob prebiranju raznih novic, poročil, skratka, da obstaja v družini tudi čas, ki je namenjen številnim drugim vsebinam in aktivnostim, tudi prosti čas. Staršem nadalje svetujemo tudi ohranjanje vsakodnevnega ritma in njihove rutine, torej vse to, da počnejo, kar so do sedaj počeli, ker gre pa za neko spremenjeno in povsem drugačno življenje družine. Svetujemo tudi, da družina vzpostavi neke nove rutine, ki so seveda prilagojene trenutni situaciji. Predvsem šolanje na daljavo je tukaj v ospredju za otroke, ki so v procesu šolanja. Torej, kaj je namen krizne intervencije? Predvsem torej psihosocialna podpora, ki je tako čustvene kot praktične narave
In sicer naj bi posameznikom in skupinam pomagala k normalizaciji socialnega, čustvenega, individualnega, psihosocialnega delovanja. Torej, krizni dogodki, okoliščine sprožijo v ljudeh potrebo po psihosocialni podpori. In ključni cilj krizne intervencije je torej vzpostaviti posameznikov občutek kontrole. Čeprav se zdi, da v tem trenutku ljudje nimamo kontrole nad virusom, kako se virus širi, pa vendarle imamo del kontrole tudi v tem, da lahko v skladu z navodili, z napotki in ukrepi pomagamo obvladovati širjenje virusa. In ta del je zelo pomemben, torej občutek, da lahko nekaj prispevamo, da imamo del kontrole še vedno nad dogajanjem. Potem drugi namen je zmanjševanje občutka izoliranosti. Ljudje se pogosto v kriznih situacijah počutijo, kot da so sami, kot da se dogaja samo njim. In občutek, da smo skupaj v tem in da bomo lahko skupaj premagali nastalo situacijo, je zelo pomemben. Prav tako je namen krizne intervencije zmanjševanje občutka nemoči in občutka brezupa. Pomembno je, da z intervencijo posameznika opozorimo, da začne skrbeti zase, za svoje bližnje in da izvaja tiste aktivnosti, ki so v njegovi moči. Prav tako ga spodbujamo k tistim strategijam za spoprijemanje s stresom, krize, ki so za njega primerni, učinkoviti in mu seveda pomagamo tudi pri oblikovanju pričakovanj in načrtov za prihodnost. Kajti kriza bo minila in takrat je seveda pomembno, da imamo neke načrte in da usmerimo svojo energijo in svoje delovanje v smeri oziroma v neko prihodnost. Poglejmo, v čem se krizne intervencije razlikujejo od običajnih intervencij v psihološkem svetovanju in psihoterapiji. Krizne intervencije oziroma psihosocialna podpora je v osnovi preventivne narave. Zgodnja in ustrezna psihosocialna podpora namreč lahko prepreči, da se stiska, v kateri so se ljudje trenutno znašli, še poglobi, pomaga jim ponovno vzpostaviti ritem vsakdanjega življenja in nekako zaživeti običajno življenje. Sledeči cilj je tudi razbremeniti in preprečiti poglabljanje stiske. Namen je nudenje osnovne psihološke podpore, torej ljudem v stiski, ki doživljajo normalne občutke zaradi nenormalne situacije, v kateri smo se v času epidemije s koronavirusom sedaj znašli vsi. Torej poudarjam, gre za nenormalno situacijo, zato so vsi ti občutki, ki jih doživljamo sedaj ljudje, povsem normalni. In večinoma ne gre zdaj za ljudi z duševnimi motnjami. Na telefonu se boste srečevali z povsem normalno populacijo, lahko da. Večinoma so to stabilni ljudje, ampak moramo vedeti, da so trenutno v neki stiski. Lahko se srečamo tudi z bolj vpletenimi ali čustveno preplavljenimi osebami, kajti za mnoge je to prva situacija, tudi za nas in za mnoge bo tako tudi ostalo. In izpostavila bi, da bodo samo nekateri ljudje potrebovali dodatno strokovno pomoč, torej ne vsi ljudje. In kriznih intervencij ne smemo enačiti s poglobljeno psihoterapevtsko ali psihiatrično obravnavo. To ni isto. Torej, kateri so te ključni koraki prve psihološke pomoči oziroma krizne intervencije? Najprej seveda je potrebno vzpostaviti ustrezen kontakt. Kot svetovalci
moramo zagotoviti miren prostor, kjer nas ne bo nihče motil in bomo lahko v miru peljali pogovor s klicalcem. V drugem koraku zagotovimo varnost in zaupanje, torej zagotovimo, povemo, da je zaupne narave in preverimo tudi, ali je oseba na drugi strani v takem okolju, da lahko nemoteno govori, da lahko izraža svoje stiske, skratka ga opogumimo, da si poišče oziroma zagotovi tak prostor, da bo lahko nemoteno govorila o sebi. Če želi sogovornik ostati anonimen, mu seveda to omogočimo. Izjeme so, tako kot sicer, takrat, kadar prepoznamo, da je oseba ogrožena oziroma da je ogroženo življenje tretje osebe, takrat nas kodeks poklicne etike seveda nagovarja oziroma napeljuje k temu, da moramo poskrbeti v prvi vrsti za zaščito življenja. In to seveda v tem drugem koraku tudi izpostavimo. V tretjem koraku posameznika stabiliziramo, če je to potrebno. Kot je bilo že omenjeno, lahko kličejo ljudje, ki so preplavljeni z določenimi čustvi, ki so zmedeni, ki so neorientirani in prvi korak je, da jih seveda pomirimo, da jih ponovno orientiramo in potem v nadaljevanju skušamo zbrati čim več pomembnih informacij o njegovih aktualnih potrebah in skrbeh. Na podlagi teh informacij potem prilagodimo nadaljnji proces oziroma pogovor. V naslednjem koraku sogovornika spodbudimo oziroma mu pomagamo, da vzpostavi povezavo z socialno mrežo, ki jo ima. Se pravi, to so družina, prijatelji, znanci, sodelavci. Torej, tista socialna mreža, ki je prej že delovala, pa je v teh razmerah mogoče prekinjena in zelo pomembno je, da jo ponovno vzpostavi. V naslednjem koraku podamo čim več informacij glede možnih posledic kriznega dogodka oziroma krizne situacije in načina, kako obvladujemo težave, ki se ob tem pojavljajo. Gre pravzaprav za psihoedukacijo, kjer posamezniku povemo, kakšni so možni odzivi na stresne in krizne situacije in kateri so ustrezni načini za sprejemanje s temi posledicami. Nudimo jim pomoč, podporo, jih spodbudimo, da si tudi sami znajo pomagati. S tem pripomoremo k njihovemu občutku varnosti, pomirjenosti, učinkovitosti. Naslednji korak, ki je prav tako zelo pomemben, pa je praktična pomoč in podpora ter povezovanje z drugimi službami in storitvami. Tekom pogovora bomo lahko ugotovili, da sogovornik potrebuje dodatno strokovno pomoč, zato ga opremimo z ustreznimi informacijami. Povemo mu, kakšne vrste pomoči lahko še pridobi, kje jih poišče, če je potrebno, mu pri tem pomagamo. Napotimo jih na spletne strani, kjer so na voljo različne druge oblike pomoči, kot je na primer Rdeči križ, CSD, Karitas, torej vse tiste inštitucije, ki bodo lahko zagotovile ustrezno pomoč klicalca. In na koncu, vendar ne pomemben korak, je pa skrb zase, namreč to delo, ki ga boste opravljali, ni lahko. Zato je pomembno, da smo neprestano v stiku tudi s svojimi občutji, da poskrbimo za tako imenovano psihohigieno. Tukaj je zelo pomembno, da se ne precenimo, da si omejimo čas, ko bomo nudili pomoč po telefonu in da smo vključeni v intervizijo in supervizijo. Če pri sebi opazite, da ste po pogovoru s klicalci tudi sami pretirano vznemirjeni, jezni, tesnobni, zaskrbljeni, je zelo pomembno, da to sporočite odgovorni osebi in se, če je potrebno, tudi za nekaj časa umaknete iz te dejavnosti, iz tega dela. Poglejmo nekaj napotkov za vodenje pogovora.
Osnovno vodilo naj vam bo, da se najprej natančno pozanimate o tem, kaj je vir zaskrbljenosti klicalca. Torej, kaj je tisto, kaj ga zdaj, sedaj, v tem trenutku najbolj skrbi, vznemirja. V primeru zaskrbljenosti poskušajte pomiriti klicalca. Pomembno je, da sprejmete in ne obsojate njegove čustvene reakcije, četudi se bo vam osebno seveda ta zdela pretirana. To je zelo pomembno, da to sprejmete. Nadalje nudite posamezniku občutek varnosti in kontrole. Pomembno je, da osebi sporočite, da pristojne službe v državi delajo vse za zajezitev širjenja okužbe. Poudarite, da je v tem trenutku ključno to, da jim mi vsi zaupamo in da se ravnamo po njihovih navodilih. Potem osebo lahko spomnite tudi na to, kaj lahko sama naredi za to, da zaščiti sebe in svoje bližnje in da se seveda njeno življenje čim prej vrne v normalne tirnice. To je recimo mišljeno po epidemiji oziroma v teku, ko je sedaj še prisotna in so zelo strogi ukrepi potrebni, ki se jih držimo, da pač v tem času preživi, kolikor se da, čim bolj znosno in da se na trenutno situacijo prilagodi. Usmerimo osebo torej na to, kaj lahko sama naredi, kje je lahko aktivna, kaj lahko kontrolira. Lahko poudarimo, da skrb za higienske ukrepe, torej higiena kašlja, vse to, kar pač izveste tudi iz drugih medijev in kar že otroke učimo, kako se rokice umivajo, razkužujejo, da je vse to tisto, kar je nekako vir kontrole in na kaj lahko sami vplivajo. In to je nekako samozaščitno vedenje. To postavimo tudi v ospredje. Če je oseba nekako pretirano zaskrbljena in obremenjena s strahovi v prihodnosti, v povezavi s trenutnimi razmerami, je potrebno, da osebo usmerjamo na tukaj in zdaj, torej na zdaj v tem trenutku, kaj vas skrbi. In seveda usmerimo osebo na vire kontrole moči in podporo, ki jo ima v svojem življenju trenutno. Posameznika tudi spodbudite, da nadaljuje z obstoječimi vsakodnevnimi aktivnostmi, torej z neko rutino, ki so jo že do sedaj usvojili, in da po potrebi uvede nove rutine, ki jih seveda prilagodimo trenutnim ukrepom. Recimo vzdrževanje stikov preko raznih telekomunikacijskih naprav. Namreč takšno vzdrževanje stikov je primerno in dovoljeno, nikakor pa ne druženje izven družinskih članov. No, pomembno je tudi, da osebo nekako spomnimo, da poišče, kaj mu je v preteklosti pomagalo pri reševanju nekih stresnih okoliščin. Torej, kaj je bilo v njegovem življenju učinkovito pri spoprijemanju z raznimi težkimi dogodki, situacijami v življenju. Torej, izhajamo iz njega, ne svetujemo mi osebi, kaj je nam v redu, kaj je nam pomagalo, ampak poskusimo ga usmeriti na to, da sama najde, kaj mu je že koristilo do sedaj v življenju. Nadalje pomagamo najti tudi upanje. Človeku pomagamo prepoznati stvari, ki so zanj pomembne, mu usmišljajo življenje in mu pomagajo tudi upati. Pri pogovoru zmeraj uporabljamo razumljiv jezik in se izogibamo strokovnim izrazom. Kajti uporaba neke strokovne terminologije ne omogoča nekega dobrega kontakta z osebo na nasprotni strani telefonske linije in nekako otežuje dober kontakt s tem človekom in seveda vzdržuje distanco. Zato si tega ne želimo in tega ne uporabljamo.
Zdaj, način pogovora zmeraj prilagodimo starosti in osebnostnim lastnostim klicalca. Recimo, če bo poklical otrok ali mladostnik, se bomo drugače pogovarjali kot starostnikom. In prav tako prilagodimo vsebino in način pogovora tudi, recimo, če nas bo poklical nekdo, ki je zelo preprost in težko v besedi svoje doživljanje in čustva in stisko, ki jo ima, bomo vsekakor prilagodili naš pogovor njemu, njegovim lastnostim. Tudi zelo preprosto se lahko pogovarjamo s takšnim človekom. Zdaj, vprašanja klicalcev se pa lahko ponavljajo. Ne glede na to je potrebno, da ostanete mirni in potrpežljivi. Kajti informacija, po kateri sprašuje klicalec, je lahko za vas povsem jasna in samoumevna, vendar je za osebo na drugi strani nekaj povsem novega in zato sprašuje vas o tem. Najbolj bo potrebno starejšim kakšno informacijo ponoviti večkrat, morda tudi na različne načine. Zato je pomembno, da ostanete potrpežljivi in umirjeni, ne glede na to, če je treba ponavljati informacije. Če bi vas recimo poklical klicalec, ki je zaradi suma na okužbo ali potrjene okužbe v samoizolaciji ali karanteni, mu seveda nudite podporo v skladu z zgornjimi usmeritvami. Tudi zanj velja vse to, kar smo pravkar povedali. Vsekakor pa ga povprašajte in se pozanimajte, kaj mu predstavlja največjo stisko, zaradi česa je v največji stiski zdaj, v tem trenutku, kaj ga najbolj skrbi. Potem ga lahko spodbudite, da se osredotoči na določeno nalogo ali aktivnost, torej da ima nek cilj, h kateremu sledi. Lahko ga spomnite na uporabo tehnik sproščanja, če mu je to blizu ali jih pozna, če jih pa ne, ga lahko usmerite na počasno, enakomerno abdominalno dihanje. Pomagate mu vzpostaviti lahko tudi strukturo in načrt dneva. Usmerite ga k temu, da si sam oblikuje načrt, kako bo preživel dan, katere aktivnosti bo počel ob kateri uri in podobno. In to za vsak dan posebej. Skratka, da si naredi nek načrt, lahko tudi tedenski. Predlagajte mu, da zmanjša izpostavljenost medijem in novicam o koronavirusu. Vsekakor ni dobro, da je oseba preplavljena in da ves čas, ki ga ima na voljo tekom dneva, posveti izključno temu. To je vsekakor narobe. Povsem dovolj je recimo, če 2 do 3-krat na dan preleti novice in pogleda enkrat dnevno poročila. Lahko svetujemo tudi konkretno. Klicalcu sporočite, da njegovo stisko razumete in da razumete njegova doživljanja. Spomnite ga in spodbudite k temu, da ohrani stike z ljudmi preko telefona, socialnih omrežij in raznih novodobnih tehnologij, ki so na voljo. Torej, če povzamemo to, kar je bilo povedano, potrebno je spodbujati pozitivne strategije za spoprijemanje s stresom in krizo. Torej, povejte mu, da si vzame dovolj počitka, naj poskrbi za redno uživanje hrane, predvsem pa tekočine, naj se pogovarja z družino, s prijatelji, tako kot je bilo že rečeno, preko telekomunikacijskih sredstev, naj poišče nekoga znotraj socialne mreže, ki mu zaupa in s komer se lahko pogovarja, naj izvaja dejavnosti, ki ga sproščajo. Tudi na internetu imamo zdaj številne aplikacije od sproščujoče glasbe in podobno. In pa seveda spodbudite ga, da ohranja telesno aktivnost. Tudi tukaj si lahko pomagajo z raznimi aplikacijami, ki jih najdemo na spletnih straneh. Vsekakor je potrebno posameznika odvračati od nekih negativnih, neučinkovitih strategij, ki mogoče v prvem momentu celo zmanjšajo neko tesnobnost in napetost, vsekakor pa dolgoročno niso koristne. Torej, odsvetujte pretirano uživanje drog, kajenja, alkohola,
Zdaj, seveda, ljudje bodo še vedno kadili in še vedno posegali po alkoholu, vendar jih je potrebno spomniti, da lahko v tem stresnem obdobju še pogosteje, še bolj posegajo po drogah, po cigaretah, po alkoholu in naj bodo na to pozorni. Prav tako je potrebno posameznika odvračati, da se zateka v spanje, kajti to je lahko en tak sicer ustrezen, trenutno ustrezen obrambni mehanizem, vendar dolgoročno seveda to prinaša še globje stiske. Prav tako se lahko posameznik zateka v delo, neprestano dela, si ne privošči sprostitve. Torej, odvračajte ga od tega, da bi iskal neko varnost v tem neprestanem delu. Naj si vzame čas za sprostitev, za druge prijetne stvari. In seveda, kljub karanteni ni dobro, da se izolira od prijateljev in bližnjih, zato je potrebna ta socialna bližina, čeprav imamo seveda fizično izolacijo. In pa prav tako je pomembno, da ne zanemari osnovne osebne higiene. In predvsem naj svojo stisko ne rešuje z nasiljem. Ker boste pri delu na telefonu, kriznem telefonu, lahko doživeli izkušnjo, da vas bo poklical nekdo, ki doživlja nasilje, sva z Barbaro vnesli tudi nekaj vsebine na to temo. In sicer, v času trajanja ukrepov za zagotovitev varnosti je pomembno, da se dosledno izvajajo tudi ukrepi pomoči in podpore vsem ljudem, ki jim zaradi doživljanja nasilja v družini dom v tem trenutku ne predstavlja varnega zatočišča. Namreč ne smemo prezreti, da se tudi v času epidemije dogaja v družinah nasilje. V nekaterih lahko celo bolj intenzivno, kajti gre za pomembne ukrepe, ki jih moramo vsi izvajati. In smo zatorej kot družine še bolj skupaj. Velja zakon o preprečevanju nasilja v družini in obstaja mreža organizacij in organov v naši državi, ki skrbi za dosledno izvajanje le-tega. Kaj je vaša dolžnost v primeru, da izveste, da gre za nasilje v neki družini, da vam poroča klicatelj o tem? No, vaša dolžnost je, ob tem, ko prejmete informacijo, da prijavite nasilje in seveda, da se ne ravnate v smislu, da pomirjate samo to osebo, vse bo v redu, ali pa da se samo pogovarjate v smislu, kako se oseba počuti, kaj trenutno doživlja. Skratka, če vam oseba izpove, da doživlja nasilje zdaj, v tem trenutku v družini, ste vi dolžni to poročati in prijaviti. Tukaj bi morda izpostavila, da moramo posebno pozornost nameniti ranljivim skupinam. To so mladoletni otroci, starejše osebe in drugi, ki zaradi posebnih okoliščin niso sposobni poskrbeti sami zase. Pogovor z osebo, ki nasilje doživlja, naj bo sočuten, a usmerjen v vzpostavljanje varnosti, opolnomočenju osebe pri samozaščitnem ravnanju, torej kako naj se zaščiti. Vsekakor mi osebi, ki nam poroča o nasilju, vedno verjamemo. Ne poskušamo minimalizirati njenega doživljanja ali pa jo tolažiti. Osebi sporočimo, da so njena čustva in doživljanja utemeljena in so na nek način normalen odziv na nesprejemljive okoliščine, katerim je izpostavljena. Pomembno je, da v pogovoru ostanemo mirni in usmerjeni v iskanje ustrezne rešitve. Poglejmo nekaj napotkov, kako ravnamo ob prejemu informacije o nasilju v družini. Tekom pogovora zmeraj poskusimo ugotoviti,
koliko je oseba, s katero se pogovarjamo, trenutno neposredno ogrožena, potem kakšna je značilnost nasilnega odnosa. Pridobimo tudi druge informacije vezane na družinsko življenje in dosedanjo obravnavo nasilja v družini. Morda je bila družina že obravnavana zaradi nasilja. Preverimo tudi značilnosti sorodstvene in socialne mreže, ki jo ta oseba ima. V primeru, da gre za neposredno ogroženost osebe, ki nasilje doživlja, nemudoma obvestimo policijo. Osebo, ki nasilje doživlja, seznanimo z dolžnostjo ravnanja in prijave, ter jo usmerimo v sodelovanje z organi in organizacijami, ki delujejo na področju nasilja v družini. Poleg nasilja se bodo pojavili tudi primeri, prav zagotovo, ko bo oseba poročala tudi o samomorilnih mislih. Tukaj veljajo pravzaprav enaka načela, enaka pravila kot sicer. Tako osebo je treba vzeti popolnoma resno obravnavati njene samomorilne misli, jo povprašati o prisotnosti samomorilnega načrta, se pravi, na kakšen način je razmišljala, da bi si vzela življenje, in s tem pravzaprav preverimo stopnjo samomorilne ogroženosti osebe. Ob tem je pomembno prepoznati, kateri so ti varovalni dejavniki oziroma odsotnost le-teh. Kadar oseba izraža samomorilne misli, samomorilne namene, jo je pomembno napotiti na nadaljnjo obravnavo, in sicer v eno izmed psihiatričnih bolnišnic. Vkolikor pa ocenimo, da je oseba akutno ogrožena oziroma da ogroža drugo osebo, takrat nam etični kodeks določa, da o tem obvestimo pristojne organe oziroma kličemo na številko 113 112. Tisto, kar je ključnega pomena pri osebi, ki izraža samomorilne misli oziroma namene, je, da vzdržujemo pogovor. Torej, spodbujamo osebo, da čim več govori, z vprašanji se osredotočimo na njeno doživljanje, na okoliščine. Izognimo se dajanja nasvetov. Oseba, ki poskuša narediti samomor oziroma ima misli na samomor, potrebuje empatično poslušanje. Več o tem bo možno prebrati tudi v smernicah, ki jih pripravlja Nacionalni inštitut za varovanje zdravja. Mogoče samo še enkrat res poudarjam, oseba, ki izraža samomorilne misli, samomorilne namene, vzemimo zelo resno. Poglejmo, kakšne so posebnosti komunikacije preko telefona. Kot vemo, je vtis, ki ga naredimo, v največji meri določen z govorico telesa, nato z intonacijo in barvo glasu, in v najmanjši meri s pomenom besed. To velja v splošnem za komunikacijo. Kadar pa komuniciramo preko telefona, mi nimamo vizualnega kontakta z osebo, torej nimamo dostopa do številnih neverbalnih znakov komunikacije, kot so na primer drža telesa, mimika, razni izrazi obraza, preko katerih ljudje izražamo svoja čustva, potem nimamo dostopa do gest, raznih gibov rok, nog, prstov, glave in podobno, in seveda tudi ne vidimo osebe, torej nimamo dostopa do zunanjega videza. Ne vidimo, kako izgleda, kako je oblečen človek, kako diši, recimo kakšen vonj ima, ali ima nakit ali nima in podobno. Kar imamo na voljo, pa je naš glas, in to je naše osnovno orodje. Zato moramo pri komunikaciji preko telefona biti zelo pozorni na ton, jakost, hitrost in ritem govorjenja. Pomembno je, da klic
sprejmete z umirjenim glasom in pozitivnim tonom, neko tako naravnanostjo, ki izraža odprtost, sprejemanje, razumevanje in upanje. Seveda, ljudje, ki vas bodo poklicali, se bodo lahko odzivali na zelo različne načine. Tudi njihovo doživljanje in čustveno stanje je lahko zelo različno. Lahko bodo izražali jezo, napadalni bodo lahko bodo jokali v tem trenutku, lahko bodo tudi žaljivi do vas ali boste pa zaznali tudi kakšne panične reakcije. Kar je pomembno, je to, da morate razumeti, da je vse to, kar sem pravkar povedala, način izražanja stiske teh ljudi. In teh odzivov ne smete jemati osebno, nase, ampak je zelo pomembno, da hkrati zaščitite sebe in ohranite tudi meje. Na koncu pogovora oziroma razgovora je potrebno preveriti, kakšna je psihološka stabilnost klicatelja. Vedno mu povejte, torej, kaj lahko pričakuje, kakšni so še možni odzivi, kaj je normalno doživljati v tej situaciji. Preverite, ali so prejeli ustrezne informacije, ki jih potrebujejo, da lahko nadaljujejo s sprejemanjem ustrezne pomoči. Torej, preverite, ali vas je klicatelj razumel. To lahko naredimo na primer s stavkom, ali lahko, prosim, ponovite, kaj sva se dogovorila, in iz tega lahko vidimo, torej, ali smo podali, da jih je posameznik lahko razumel. Zdaj, kolikor je oseba, ki kliče po telefonu, že obravnavana v klinično-psiholoških, psiholoških ali psihiatričnih ustanovah, je pomembno, da jih napotimo nazaj k njihovim terapevtom, psihiatrom oziroma psihologom. Namreč ob tem, ko se je pojavila epidemija in smo bili primorani zaradi zaščitnih ukrepov prekiniti sicer običajne obravnave, se počasi že vedno bolj vzpostavlja pomoč na daljavo. In vkolikor ima oseba že neko obravnavo, jo napotimo nazaj na to obravnavo. Potem mu podamo tudi informacije o drugih oblikah pomoči, se pravi različne telefonske linije za psihosocialno pomoč oziroma podporo v zdravstvenih domovih, torej v centrih za krepitev zdravja, potem telefonske številke za klic v duševni stiski in tako naprej. Skratka, opremimo ga z vsemi tistimi informacijami, ki bodo njemu lahko pomoč, vkolikor bo potreboval nadaljnjo obravnavo. Preden se poslovite klicatelja, seznanite z možnostjo, da lahko v primeru stiske ponovno pokličejo. To je zelo pomembno, kajti včasih imajo osebe občutek, da nas lahko nadlegujejo, da prevečkrat pokličejo in potem tudi takrat, ko imajo stisko, nekako ne upajo ponovno poklicati. Vedno se poslovite in jim seveda zaželite vse dobro. Ko se klic zaključi, pa zapišite podatke o klicu v skladu z navodili, ki jih boste dobili s strani NIJZ-ja. Namreč v tem zapisu oziroma v teh tabelah se bodo zbirali osnovni podatki o vrsti klica, o vsebini, torej stiske, s katero kličejo klicatelji. In mogoče za konec pogledamo še en konkreten primer, kako preverjamo torej potrebe posameznika, ki se znajde v neki krizni situaciji. Ta primer seveda ni enak kot primeri, s katerimi se bomo srečevali v telefonskih pogovorih z našimi klicatelji, vendarle tukaj sva z rdečo označili tiste intervencije, ki so usmerjene na tukaj in sedaj in ki nekako spodbujajo posameznika, da spregovori o svoji stiski in da dobi strani
nas, torej tistih, ki nudimo pomoč, občutek razumljenosti, občutek sprejetosti in podpore. Tukaj gre za situacijo, ko se gospa znajde sredi ulice po potresu in ko pristopi strokovnjak oziroma svetovalec do nje, je zelo pomembno torej, da se ji predstavi, da pove, kdo je, tako kot se bomo mi predstavili oziroma se boste predstavili, in z nekim empatičnim stavkom, ki nakazuje razumevanje nastale situacije, nekako stopimo v kontakt z osebo. Spodbudimo, da začne govoriti o tem, kaj se ji dogaja, kaj čuti, in tukaj so na mestu vse tiste intervencije, ki torej recimo parafraziranje, potem empatično poslušanje, zrcaljenje, nikakor pa ne uporabljamo recimo intervencij, ki so sicer čisto na mestu v neki, na primer, analitični terapiji, kot je na primer konfrontacija, interpretacija. Tega primera zdaj ne bomo brali, saj si ga boste lahko sami pogledali in lahko potem tudi kasneje v diskusiji še razdelamo te specifične intervencije, ki so v takem kriznem pogovoru, taki krizni situaciji najbolj na mestu. Tako, midve sva prišli z predavanjem do konca in v nadaljevanju bo možnost tudi neposrednih vprašanj. Hvala lepa za vašo pozornost in se čez par trenutkov vključimo v pogovor. Hvala lepa.